Mestna občina Koper in podjetje Most nepremičninskega mogotca Jožeta Anderliča sta na bojni nogi. Zato so poskrbeli neuresničeni načrti okoli izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta na Koprskem muzejskem trgu, ki že 5. leto po odhodu arheologov razrit sameva. Čeprav se gradnja predvidene garažne hiše s 700 parkirnimi mesti in 14 prestižnimi stanovanji še niti ni začela, občina skladno s pogodbo terja plačilo po naših izračunih dobrega pol milijona evrov stavbne pravice. Da bi iztirjali naveden znesek, je občina proti Monsu tudi že vložila predlog za izvršbo. Da se je zgodba zapletla do onemoglosti, je naposled poskrbelo še Ministrstvo za okolje in prostor. To je pri pripravi podrobnega prostorskega načrta od investitorja zahtevalo tudi izdelavo celovite presoje vplivov na okolje. Na tej točki pa je, sporočajo iz občine, investitor odstopil od financiranja načrtovanja podrobnega prostorskega načrta. Razlogi za ta korak niso znani, saj v podjetju Mons molčijo. Ne glede na vse zaplete so na občini prepričani, da je pogodba o podelitvi stavbne pravice, ki je sicer zelo ohlapno napisana, še vedno v veljavi. Čeprav podjetje Most nepremičnine finančno gledano diha le še na škrge, pa to očitno ni bila ovira, da ne bi sprožili kar 1,3 milijona evrov težke tožbe proti Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Razlog, prepričani so, da jih je ta s svojimi ravnanji oškodoval pri nameravani gradnji.